Dogodku, ki bo nedvomno pospešil ves srčni utrip in predvsem osrečil v pomoči tistih, ki našo pomoč potrebujejo, pa se tega premalokrat zavemo. Za začetek bomo besede pustili ob strani, prav tako jih je težko na kratko smiselno povezati, ko je pred nami Milan Kamnik. Naj omenim samo, da je poleg vsega, kar že veste in še ne veste o njem in poleg vsega, o čemer prepeva in prepevamo z njim, že vrsto let tudi ambasador dogodka Tečem, da pomagam. Milan je bil ambasador tega dogodka že leta 2016, 2017, 2019 in letos spet. Milan, kaj se je zgodilo z letom 2018? Ko bo? Ni te bilo zraven. Hvala Milanu za to in hvala za pesem oziroma dve pesmi, ki nam jih bo uvodoma poklonil. Spoštovani zbrani, Milan Kamnik. Hvala lepa, jaz podpiram, tečem, da pomagam s tem, da špilam, da pomagam. Hvala. Pa pravijo oni, je težko živeti, so colange nizke, lakolen zagre. Pa pravijo drugi, da bo še šlo, štek doru dal dom, nikoli še ni bo. Da ni bi šparali, nimajo s čim, da drugi bi lumpali, častili vsem. Jaz sem pa posredi si miro vzal, ne jamram, kuj divam, pa pijem no mal. Oj, sruti, ubogi, pozabi na vse, zapoj si za ljudske lepo, posegri, ko Rusi smo zmeram za mušter bili. Na svitu ni kuršek, ni boljše hladi. Dolina ni mrtva, kot jamramo vse. Med nami je narvenč visivih hladi, pa niga korosa, da ne bi znal pet, pa devati njuskat, pa ljubico med. Oj, sruti, ubogi, pozabi na vse, zapoj si za ljudske lepo, posegrim, ko Rusi smo zmeram za mušter bili. Na svitu ni kuršek, ni boljše hladi, ko Rusi smo zmeram za mušter bili. Na svitu ni kuršek, ni boljše hladi. Hvala lepa, pa še eno za delavce. Letos dobijo pa veliki regres. Zato jih pa ni danes to, razne eni par upokojencev. Čestitam Adi pa Hari, a ne. Hari bo namest mene leto, ko jaz sem danes v Škornah. Ko delavče še nekaj velal, je naravfan, ko bi so zastavil. Bilino pa pole zvral, se bočtano šel samo v prav. Je grata v mesto iz nemškega trga, coh je prpalo Bosanca pa Srba. Je deva podojsa vse pridne roke, vsak bajto izpuna mehne obroke. Pa se oblas spremeni, ko gre skozi cajt, če se kaj ne dopade, treba pospravit. Se kot štan je zbrisal z vseh sem ne videl,
so parole spomin bile na fabričkem zidu. 93 stink vsak dan do fabrike, po šihtu napir za odcepkove slike, za večni spomin, lega, mam te, štrgar si pa ti. Če bi bil politik, bi sedel v kancliji, pa tuhtu pa gruntu, da naredil bi prav, za zmem bi zapisal, pa našega rota in ravne premenil. Ugrta pa dota, kaj ravno pa krivo si se šoli učil, pa v glato okroglo da špenglar bi bil. Dan zgrta pa dota, 5 part na den se ravnen pokl, ker drugače ne gre. 93 stink za den do fabrike, po šihtu napir za odcepkove slike, za večni spomin, lega, mam te, štrgar si pa ti. Če bi bil politik, bi sedel v kancliji, pa tuhtu pa gruntu, da naredil bi prav, za zmem bi zapisal, pa našega rota in ravne premenil. Ugrta pa dota, za zmem bi zapisal, pa našega rota in ravne premenil. Utečem, da pomagam, hvala lepa, še Bog je z nami, hvala. V dobrodošlico v tem prijetnem, prijaznem, zelenem ambientu Grajskega parka je zazvenela pesem in pred nami je dobrodelni športni dogodek Tečem, da pomagam. Prvi res pravi poletni dan meteorološkega poletja sta izbrala organizatorja Lions Club Slovenj Gradec in Koroški medgeneracijski center. Dogodek združuje ljudi dobre volje v dejanjih in mislih na tiste, ki potrebujejo pomoč, sicer pa poteka v vseh večjih krajih Slovenije. Letos že 5. s ponosom najavljamo tudi na Ravnah na Koroškem. Naj vam še predstavim letošnja ambasadorja dogodka. To sta župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen in naš najljubši kantavtor, že 4. tudi v vlogi ambasadorja teka v pomoč, vedno za mušter, Milan Kamnik. Po dogodek, kot rečeno, se podpisujeta organizatorja, ki več kot odlično nadgrajujete vse možne poti sodelovanj, od razdeljevanja viškov hrane do nenazadnje tudi današnjega dogodka in namena druženja. Lions Club Slovenj Gradec in Koroški medgeneracijski center, ki na Ravnah združuje vse generacije, lepša življenje in predvsem pomeni mesto druženja, raznih aktivnosti in izmenjave izkušenj. Dobrodelni družabni rekreacijski tek, ki je pred nami, bo letos še posebej začinjen s končnim dejanjem, vmes pa bodo udeleženci lahko še na lastnem izkustvu preverili, kakšno je življenje z malo ali nič barv in svetlobe. Lahko boste krog ali del slednjega pretekli oziroma prehodili z zavezanimi očmi. Besedo v nadaljevanju predajam dami, katere ime in vloga je na Ravnah nezamenljiva. Predvsem pa njeno ime zveni kot uslišane prošnje na ustih starejših občanov. Za nekaj besedne popotnice prosim predsednico Koroškega medgeneracijskega centra, ki je pred kratkim na veliko slavilo svojo 7. obletnico obstoja, gospe magistrici Marijani Kamnik. Gospa Kamnik, prosim, povabljeni k besedi. Hvala lepa. Lep dober dan, dobrodošli na 5. humanitarnem teku Da pomagam. Veliko je bilo povedanega, ampak še enkrat dobrodošli vsi spoštovani visoki gostje. In dobrodošla oba, naša Tanja in naš Jure. Oba slabovidna oziroma oba sta slepi osebi oziroma slabovidni. Dobrodošla oba. Tečem, da pomagam na Ravnah 5. Prvič v tem parku se nas je zbralo približno 70. Naslednje leto 100, tretje leto približno 150, četrto leto nas je pa prav presenetil obisk
Namreč teklo nas je 500. Danes nas tule stoji približno 70, ampak vam povem, da so že zjutraj, dopoldne tekli otroci iz vrtca, učenci vseh 3 osnovnih šol, dijaki gimnazije, dijaki srednje šole in torej 380 tekačev je že opravilo to nalogo. To, ki je zdaj pred nami. Lepa in iskrena hvala vsem in lepa hvala Lions klubu za zaupanje. Torej 5. tečem, da pomagam. Mi letos združujemo ta dogodek tudi z zaključkom ene zanimive akcije Povezani človek ne jezi se in po zaključku bomo odigrali v živo še Človek ne jezi se v 4 skupinah, torej politiki, športniki, kulturniki in glasbeniki. Še enkrat dobrodošli in lepo popoldne vam želim. Hvala lepa. Lionsi so tisti, ki opazijo stisko človeka in se nanjo odzovejo z dejanji. Pomagajo slepim in slabovidnim, pomagajo vsem, ki so zaradi posebnih potreb odrinjeni na rob družbe, pa tudi tistim, ki jih je na rob potisnila socialna stiska. In danes tudi druga polovica dogodka na Ravnah za nekaj besedne popotnice bom poprosila v današnjem seveda posebnem športnem dogodku s srcem v osrčju Koroške, tudi predstavnika Lions kluba Slovenj Gradec. Z nami je gospod dr. Boris Pospihal. Gospod Pospihal, prosim, lepo povabljeni k besedi za nekaj uvodnega nagovora. Dobar dan vsem, hvala za besedo. Lepo vas pozdravljam v imenu Lions kluba Slovenj Gradec, ki je, kot ste izvedeli, organizator tega dobrodelnega dogodka. Prav veseli nas, da se tečem, da pomagam, tako dobro prijel na Koroškem. Tu smo namreč začeli s to akcijo, mislim tudi v slovenskem merilu. In prav vesel sem, da se je naša članica Marjana Kamnik, ki je tako prizadevna in, kot vidite, inovativna, vsako leto je nekaj novega, privabi tako velik krog ljudi, tekačev in podpornikov. Seveda glavni namen je dobrodelni, kot ste izvedeli, bo izkupiček tega dogodka v celoti namenjen naši študentki Tanji. Torej, lionizem kot gibanje, največje dobrodelno gibanje na svetu, je začel pred več kot 100 leti prav z slepimi in slabovidnimi. Torej, po prvi svetovni vojni se je pokazala potreba po masovnem pomaganju invalidom in tako se je ta ideja prejela in tudi v Sloveniji, kjer lionizem deluje že 30 let, smo začeli s slepimi in slabovidnimi in seveda smo, kako se je družba razvijala, žal so tudi druge tegobe se začele dogajati, tako da dejansko socialne stiske skušamo blažiti tudi na drugih področjih, ne zgolj pri slepih in slabovidnih. Tako da zahvaljujem se vam za obisk in vas lepo pozdravljam v imenu Lions kluba Slovenj Gradec. Hvala. Hvala tudi vam. Poleg druženja in ozaveščanja je namreč glavni namen akcije pomagati slepim in slabovidnim in pomoči potrebnim. Naj na tem mestu namenim poseben pozdrav tudi ostalim sodelujočim, nekaj slednjih je že nanizala naša svetnica magistrica Kamnik. Vrtec Ravne, osnovna šola Koroški Jeklarji, osnovna šola Prežihovega Voranca, osnovna šola Juričevega Drejčka, srednja šola Ravne in gimnazija Ravne. Sponzorja dogodka oziroma prireditve oziroma največja donatorja pa sta podjetje Hermine Veh. Na dogodku bo ali je med nami menda že Tjaša Oder. Tjaša, če me slišiš, če si že kje blizu, mi prosim pomahaj. Še ni, se nam pa pridružuje torej tudi v kratkem, torej prvi od večjih donatorjev Hermine Veh in drugi, ti pa so z nami, lepotca črnega in belega za vami ste opazili, govorim o avtocentru Ravne, ki je prav tako pridružen donator današnjemu posebnemu dogodku, ki se predstavlja tudi s svojima 2 lepotcama.
Med donatorji pa tudi svetnica magistrica Irena Oder, a več o tem tudi v nadaljevanju. Dovolite še besedo o zbranih sredstvih, ki bodo namenjena in predana slabovidni študentki, s čimer ji bomo vsaj malo pomagali pri premagovanju ovir, s katerimi se vsakodnevno sooča in bori. Ambasadorstvo tega plemenitega dogodka, ki pomeni lajšanje razmer in izboljšanje kakovosti življenja mladi študentki, pa je s častjo in hvaležnostjo sprejel tudi župan občine Ravne na Koroškem, ki ima posluh za spremembe, predvsem tiste spremembe, ki pomenijo za ljudi spremembo na bolje. K besedi vabim gospoda župana občine Ravne na Koroškem, doktorja Tomaža Rožena. Prosim. Lep pozdrav vsem zbranim, seveda tudi v imenu občine Ravne na Koroškem. Z velikim veseljem pozdravljam to današnjo akcijo, torej zopet kombinacijo dobrodelnosti s športom. Se zahvaljujem seveda Lionsu, ki pomaga naši družbeni skupini, torej slepim in slabovidnim, ki so pogosto prezrti in se mi zdi zato pomembno, da jih na takšnih javnih prireditvah seveda tudi jim skupnimi močmi pomagamo. Šport seveda kot izjemno dobrodošla koristna dejavnost za vse nas, v kombinaciji z dobrodelnostjo, ki je nikoli ni preveč, tako da z tega vidika lahko rečem, da zelo lepa prireditev, jo pozdravljam. Z veseljem se odzovemo na ta klic Koroškega medgeneracijskega centra in Lions kluba Slovenj Gradec in pa hkrati seveda danes kombinacija z igro Človek ne jezi se. V zadnjem letu in pol dni smo se nekako jezili, nismo točno vedeli, na koga ne bomo jezni, skratka napadla nas je epidemija in lahko rečem, da so te prireditve, ki se zdaj zopet obujajo, so toliko bolj dobrodošle, da mirijo to našo jezo in pa tudi igrali smo to igro Človek ne jezi se in ti kaparji, ki smo danes, bomo upam, da popestrili tudi ne samo sebi, ampak tudi vam gledalcem današnji popoldan. Tako da vse skupaj v imenu občine lahko samo lepo pozdravim v tem lepem grajskem parku pred našim čudovitim knjižnico, gradom Ravne. Danes pa je lep dan na Ravnah tudi z tega vidika, da smo polagali temeljni kamen za vrtec in lahko rečem, da se življenje z veliko mero vrača torej med nas, tako z druženjem kot z investicijami in da je ta korona končno premagana, tako da hvala vsem, ki ste k temu prispevali, še posebej pa hvala Lions klubu, ki je to organiziral in bo izkazal to dobrodelnost do današnjih gostov, torej ljudi, ki imajo hendikep, sleposti in slabovidnosti, ki jim še posebej želimo pomagati. Torej, hvala in lep dan. Hvala lepa. Naj povem še to, da se bo tudi naš župan, dr. Tomaž Rožen, podal v dir in tekel za dober namen, mora biti celo z zavezanimi očmi. Vzroki za slepoto in slabovidnost so različni. Nekateri se z okvaro vida rodijo, mnogim pa se vid poslabša zaradi bolezni ali morebitnih poškodb. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je na svetu okoli 285 milijonov ljudi s hujšimi okvarami vida, od tega 39 milijonov slepih in 246 milijonov slabovidnih. V Sloveniji se od 8 do 10 tisoč ljudi srečuje s hudo okvaro vida, z resnejšimi okvarami pa celo od 30 do 40 tisoč Slovencev. Slabovidni si pri branju običajnega tiska pomagajo s povečevalnimi stekli in elektronskimi lupami ali pa uporabljajo povečan tisk. Slepi berejo brajico. Osnova brajice, če niste vedeli, je sestavljena iz 6 pik, ki so razporejene v 2 navpična stolpca. Vsaka črka, ločilo, število ali glasbena nota se zapiše z uporabo različnih kombinacij pik. Zapisujemo jo s pomočjo brajevega pisalnega stroja ali brajeve tablice, ki pa sta izjemno draga investicija. Brajica je prirejena za večino jezikov tega sveta, od angleščine do jezika plemena Zulu. Toliko za vse nas, ki dokler ali če nimamo težav z vidom, vse premalokrat razmišljamo o tem. In kar intenzivno zaznajo in začutijo tudi nekateri med nami. K besedi pa prijazno vabim gospoda Jureta Srebroviča, da nam nameni nekaj misli, nekaj svojih izkušenj in da mu izrečemo prijazno, toplo dobrodošlico. Gospod Srebrovič, prosim, pridružite se nam pri mikrofonu. V glavnem vse skupaj vas tudi jaz lepo pozdravljam. Vas vse skupaj lepo pozdravljam in se zahvaljujem, da ste prišli na ta dobrodelni tek. Posebej se zahvaljujem tudi organizatorjem, ki take akcije pač uvajajo vsako leto in jih širijo med nas, ker smo pač slepi slabovidni zelo hvaležni takim stvarim. Biti slep ni enostavna stvar.
Še posebej ne za nekoga, ki je kasneje oslepel, kajti sooča se tako s psihično stisko, kakor tudi s dejanskim stanjem, ko pač mora vsako stvar potipa, vsako stvar videti. Tisti, ki smo pa od rojstva slepi, imamo pa mogoče to majhno prednost, da se s psihično stisko morda malo manj pač soočamo. Drugače pa Lions Klub slepim in slabovidnim pomaga že vrsto let na celotnem področju Slovenije, posebej tudi študentom in dijakom pri nakupu opreme za učenje, kot sta recimo Brajeva vrstica, ali pa pred leti, ko so bili računalniki še težje dostopni, so tudi pri računalnikih pomagali. Skratka, Lions Klub je res en tak prijeten sopotnik, ki nam pač lajša stisko tega, ko so ti tehnični pripomočki dragi. No, v glavnem, da ne bom preveč govoril, jaz vas danes potem po samem teku vabim, da se oglasite pač pri meni, pristopite do mene in me lahko vprašate karkoli. Z mano je tudi moja psička vodička Julie, ki me spremlja že 8 do 9 let na vseh mojih poteh. Tako da boste lahko probali tudi hoditi z belo palico, če vas bo zanimalo, pobožali psičko, me kaj vprašali, skratka, ko odtečemo, ste vabljeni, da me kaj vprašate. Teda še enkrat hvala organizatorju in jaz sem tudi že z vami skoraj vsa leta, kar smo tukaj in še naprej bom. Teda hvala lepa. Hvala lepa, gospod Srebrovič, za tole in tudi Julie. In kot ste slišali, prijazno dobrodošli in povabljeni, da vam predstavi delček svojega sveta. Preden besede postanejo akcija in preden se odpravimo na tekaško preizkušnjo posebne vrste, pa je čas za nekaj glasbe. Z nami, kot vidite, tudi Vid Jamnik, vibrafonist, tokalist, skladatelj, domačin, za izjemne dosežke na glasbenem področju nagrajen s Prižihovo plaketo, diplomant bostonskega Berklee College of Music in predvsem človek, katerega glasbenih prispevkov se razveselimo vedno znova in znova. Prosim, Vid Jamnik, da nam nameniš nekaj dobre glasbe za uverturo v čisto ta pravo ogrevanje v nadaljevanju. Mi pa ga pozdravimo s toplim aplavzom v pozdrav. Vid Jamnik.
Zdaj pa začnimo malo z obračanjem glave levo, desno, naprej, nazaj. Gremo. Ker krožimo, levo, desno, naprej, nazaj, razgibimo malo, da ne bo poškodb. Gremo kar na ramenski del obroča, malo ramena, naprej, nazaj. Enkrat gre. Malo še roke naprej, nazaj, cele roke. Malo še boki. Se primemo za levo nogo, jo potisnemo k telesu. Testikularno. To moramo, da ne bo krčil. Pa še druga. Zdaj pa, če še malo kaj drugače, pa prosim, da gremo na štart, pa odletimo